večeru s Tomo Križnarjem, ki ga organizira društvo EPEKA, o podpori študentske organizacije Univerze v Mariboru, za kar se jim zahvaljujem. Prav tako bi se rad zahvalil Tomotu, da je uspel najti čas in se nam pridružil danes. Mislim, da že nekaj časa ga ni bilo v Mariboru in koliko ste že opazili, da človek dela, kar je v redu. Spet me je mučila vest, da že vse življenje ne počnem nič drugega, kot samo gonim samega sebe in vse, ki imajo to smolo, da se znajdejo ob meni. Obseden sem, nor sem. Evo, sedaj vem. Prav imajo tisti, ki se jim zdim sumljiv. Hvala. Lep kompliment. Jaz mislim, da je vse boljš, kot pa biti normalen. Normala je ni slabša. Ker pogledajte, kam pele normala svet. Pogledajte krize, v katerih smo se znašali. Bomo tudi danes govorili. Ne samo gospodarske, pa ekološke, ampak tudi duhovne. Vse smo ladja norcev. Se nam v bistvu dogajajo neznosno nevarne zadeve. Preden ste se posvetili Darfurju, ste dosti pomagali v Sudanu tudi Nubam. Kako pa gre Nubam zdaj? Vsem v Sudanu gre najslabše in pripravite se na najhujše. Še 6 dni je časa, da preprečimo novo svetovno vojno. 9. januarja bo referendum, na katerem se Sudanci odločajo o odcepitvi Južnega Sudana. Čez 6 dni je v Združenih narodih skupščina, na kateri je mogoče še prisiliti sudansko vlado, da neha groziti vsem, ki se hočejo odcepiti. Gre predvsem za naftne resurse, seveda. Nube so takoj severno od teh naftnih področij in prepuščeni Arabcem. Tudi če se jug odcepi, bodo Nube prepuščeni severu, se pravi arabizaciji, se pravi eksterminaciji, tako kot že vse leta, razen zadnjih 6 let od tistega miru, ki smo ga dosegli, ampak ta mir je tako ranljiv, da pričakujemo, da ne bo eksplodiral samo Južni Sudan, temveč tudi Nubske gore, in Gasana, Grčevje in seveda tudi Darfur. In na kakšen način pa mislite, da lahko mi vplivamo na to? Danes je organizacija AWAZ, AWAZ, začela z peticijo, ki ima za namen pokazati gospodarjem vojen, ne samo v Aziji, na Kitajskem, ampak tudi pri nas v Evropi in seveda Ameriki, da smo še občutljivi. Če bo podpisalo milijardo ljudi to peticijo, si ne bodo upali, ker vendarle pač morajo upoštevati vsaj malo javno mnenje. Ne bodo si upali, vsaj v našem svetu. Nove afriške vojne, nove afriške vojne. V tistih prvih 2 v Sudanu od leta 1956, od odcepitve oziroma od neodvisnosti od britanskega imperija, je umrlo več kot 3 milijone ljudi. Torej lahko pričakujemo podobno krvavo žehto, kot je bila takrat. Razen, če ne bomo mi pokazali, da smo še žive in to zdrave celice, da nas še ni vse rak požrl. Rak dela neobčutljive celice. Če smo pa še občutljivi, pomeni, da smo še živi. Zato lahko največ, ali pa najprej, kar lahko naredite, je zdaj, da greste na stran AWAZ in podpišete to peticijo. S tem boste dali svoj glas za življenje svojih tudi otrok. Najlepša hvala.